Dobro jutro. Ja, take aprilski dnevi, deževni, malo turobni, človeka kar malo prisilijo, da počaka, da se umiri, in da nekako poskrbi še mogoče samo za sebe, in za svojo dušo. Ja, danes je zunaj takšno pač, da ne moremo nekaj nabirati ali pa delati, pa čeprav nas vse se ti zdi, da nas preganja, ampak ne. Danes sem se zato odločila, da se bomo mogoče malo, pocrtljali in si bomo naredili eno tako vročo čokolado. Varianta, če poznate After Eight čokoladice. No, in to si v bistvu lahko sami doma naredite, torej vroča čokolada z meto. Seveda, vse skupaj je čisto preprosto. Zdaj, če si znate narediti vročo čokolado, jaz jo sicer delam s pravim presnim kakavom, in pa z mlekom. Sicer se te vroče čokolade delajo lahko tudi s kakšno smetano, pa se doda mogoče tudi kakšen koruzni škrob, zato da je pač bolj gosta, ampak meni tiste goste niso najbolj ljube, zato jih rajši naredim samo z mlekom, ker drugače se mi zdi, kot da jem nek puding, no. In tako, evo, preprosto kakav, presni kakav prelijemo, počasi vlivamo z vročim mlekom, dobro premešamo, da se znebimo pač tistih grudic, oziroma da se vsaj večino grudic znebimo. Drugače pa, ko izbirate tale kakav, lahko dodate tudi čokolado v prahu, če vam je bolj všeč. Izberite presni kakav, to pomeni, da je zamleto celo zrno kakava. Ker v trgovinah drugače najdete kakav v prahu, kateremu je že odvzeto kakavovo maslo. In tisti kakav ni druga kot veliko bolj temen je in grenek. Nima pa tistih svojih, bomo rekli, zdravilnih učinkovin, kot kakavu pripisujejo. Zato se tudi zelo težko, vidite, tale presni kakav se je zelo lepo raztopil v mleku, ravno zaradi tega, ker vsebuje to kakavovo maslo, in kakavovo maslo je v bistvu maščoba, ki se topi. Medtem ko kakav v prahu, tisti črni kakav, ki ga nekako uporabljamo pri pripravi sladic, pa se ne more stopiti, nekako ker ostajajo tiste grudice. In seveda tisti kakav nima tistih antioksidantov, nima vitaminov, mineralov, ki jih presni kakav ima. In nekako zdaj tisti, kdor želi, to je že v bistvu nekako vroča čokolada pripravljena. Zdaj jaz pa si želim nekako popestriti ta okus, ker sicer kakav ima tisto svojo grenkobo, in si bom naredila aromatiziran sladkor. To si pa lahko vi delate čisto z vsem in karkoli vam pride na pamet, in ta sladkor potem uporabite ali za kakšne takšne napitke, ali za sladice. Lahko si naredite, ne vem, za palačinke mogoče, pa si naredite eno tako mešanico, na primer z janežem, cimetom, dodate kakšen kardamom zraven. No, in tukaj imam, najraje pri takih stvarih uporabljamo rjavi sladkor, kateremu pač preprosto dodamo suho zelišče. In kot že nekako skozi poudarjam, je dobro, da se zelišča čim bolj kar uživajo cela v taki obliki, kot so, ker s tem dobimo še več, kot pa samo njihove izvlečke. In evo, meto bomo preprosto zamleli v čisti prah s sladkorjem in s tem razlogom, da bomo seveda lahko popili zelo malo. In nekako bomo dobili sladkor v prahu z meto. Pogledamo. Odlično, poglejte. In dobimo sladkor v prahu z meto.
V trgovini lahko vi kupite, tako sem že opazila, pač ta aromatiziran sladkor, kot je z rumom, pa z limono, pa s pomarančo, pa z ne vem s čim. To si lahko vse vi sami naredite. In namesto mete lahko vi, na primer, uporabite tudi sivko, lahko date ognjič, kamilico, lahko date, kot sem že rekla, janež, vrtnico. Odlično, na primer, ne? In s tem si bom jaz zdaj sladkala mojo vročo čokolado. Nobena sladka. Ne, vi si pa to naredite po okusu, preprosto zmešate. In voilà. Moja čokolada After Eight je pripravljena. Sicer ne, kot že samo ime, čokolada After Eight pa še sicer v večerih, ne, tako da se malo, ker meta je zelo dobra, pomirja in nekako nas zaziblje v spanec. Ampak tudi tile dnevi te kar vlečejo nekam, da bi se človek malo zavlekel pa spočil, tako da na zdravje.